kako bi vidva recimo za naslednjih 12 mesecev rekla, katero oznako bi dala za slovenski borzni trg? Kupi, drži, prodaj. Zaenkrat drži. Tako da bi jaz rekel, da je trg med tem drži, pa mogoče so nekatere delnice tudi še vedno za kupiti. Pri dividendah je ena ključna stvar oziroma ključen pomislek je pač davek, ki ga je pač treba nekako računati v to računico. In sicer 25% davka je na izplačilo dividend, ki ga vzame država. Torej, iz vidika recega ETF sklada se meni zdi na splošno bolj smiselno biti investiran v neke akumulacijske sklade. Glede na vse te lepe rasti, ki jih zdaj videvamo, marsikdo se na tej točki tudi vpraša, kdaj je pravi čas za prodajo. To je vedno tak ful težek vprašanje za marsikoga, ki ustvari že lepe donose, vidi, kako to vse lepo raste, portfelj se fajn udebeli. Kdaj je pravi čas za prodajo? Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Slovenski borzni parket sredi poletja, ne bom rekla, da gori, ampak je tudi kar precej vroče na našem borznem parketu. Indeks SBI Top od začetka leta beleži več kot 20% rast, posamezne zvezde na našem borznem parketu pa letijo oziroma so se tudi kar precej ukrepili s 20, 30, 40, 50% skokom. Danes se bomo pogovarjali o slovenskem borznem parketu, kupi, drži, prodaj, katere delnice so zanimive, na kateri točki unovčevati dobičke in seveda na kaj seveda paziti na slovenskem borznem parketu. Preži kar nekaj nevarnosti. Pogovarjala sem se z Gezo Norčičem iz General Investments in pa Domnom Kregarjem iz Ilirike. Preden gremo na današnjo vsebino, vas vabim, da prisluhnete tudi naši posebni seriji epizod Psihologija denarja, kjer bomo razpravljali o zanimivih stvareh, ki vplivajo na naše odločitve, vezano na denar, finance. Vsebina se mi zdi, da je lahko zelo koristna. Objavljali bomo epizode tedensko preko celega poletja in upam, da vam vsebina pride prav. Seveda vas vabim tudi na naš dogodek Psihologija denarja, ki se bo zgodil 19. oktobra. Zdaj nisem avdičen, smo posnela epizodo na to temo, lahko preverite, kaj vse vas čaka, pa tudi kako Denis razmišlja o upravljanju denarja. Vabim vas tudi, da obiščete našo spletno stran money-how.si. Veliko stvari se tam dogaja, od objav epizod do krajših povzetkov, do člankov, do kalkulatorjev. Imamo vse kalkulatorje smo zbrali na enem mestu, vsa so praktično prosto dostopna, tako da spremljajte nas tudi v poletnem času. Zdaj pa hitimo k epizodi. Pred mikrofonom sta Geza Norčič iz družbe General Investments in Domen Kregar iz Ilirike. Zdravo! Zdravo! Živijo. Danes se bomo pogovarjali o zelo vročem trgu na ta zelo vroči dan, in sicer slovenska borza. Mislim, da smo imeli kar zelo lepe rezultate, tudi če gledamo samo polletne donosnosti, se mi zdi, da je bilo kar zelo stimulativno, saj z nekaterimi delnicami. Kako vidva gledata v polletju na slovenski borzni trg? Veliko stvari se dogaja tudi ne samo na borznem parketu, tudi izdaja novih produktov. Boš šel ti, Geza? Kar izvoli. vidva se kar dopolnjujeta. V resnici je tako, da rezultati so bili dobri, da več ali manj kar med več ali manj vsemi temi, rečemo prvo kotacijo, no? Da se malo omejimo tukaj na Kar omejimo se. Ja, na tele največje, pa recimo najbolj likvidne delnice. Tako da v bistvu za eno besedo uspešno je bilo. Mislim, da pač te klasike v Sloveniji tak najbolj ključni so trije največji, Krka, NLB pa Petrol. Vsak po svoje, mislim, da so v bistvu, kot rečeno, imeli uspešno leto za sabo, pa tudi začeli letošnjo. Krka, recimo ta zgodba z Rusijo, se je izkazala kot neko veliko tveganje v zadnjih letih, se pravi zaradi vojne, pa zaradi celega odnosa do Rusije. Ampak se pa nekako ta zgodba kar začela, rečemo temu, prilivati v eno prednost koncev za Krko. Tam so uspeli veliko povečati te svoje prihodke iz tele tovarne v Rusiji, tako da ena zanimiva zgodba. Tudi če se recimo umirijo zadeve s tole vojno, pa da se Rusija začne bolj odpirati v naslednjih letih, se zdi en potencial za Krko, ki ga mogoče nekatera druga podjetja pač nimajo, zaradi tega, ker so bila primorana tam prenehati recimo s poslovanjem. Pa tako, Kar se tiče NLB-ja, mogoče na hiter
kar sem gledal stvari. Sicer načeloma na začetku so imeli, mislim, da malo nižji profit, ampak to je bilo z razlogom zaradi nekega enkratnega dogodka v enakem obdobju lani. Mislim, da so neki prodajali neke nepremičnine, pa so imeli zato malo večje, malo boljšo bilanco takrat, ampak načeloma so povišali vse, recimo temu ključne kazalnike v smislu obseg kreditov, pa tudi kar se tiče nekih fijev iz skladov in podobno, tako da načeloma stvar deluje dobro. Petrol pa tudi konec koncev, kot recimo še ta tretji največji izmed naše borze. Pa enako, mislim, dela dobro, pač energetika dela dobro, sploh se s tole elektriko in ta renewables varianta hitro raste pri Petrolu. Mislim, da bo tukaj tudi v prihodnjih letih, vsaj kakor je trend in politični in regulatorni, da je tukaj ena priložnost za rast. Je pa pač ta problem politike, ki je nekako vedno bdi nad tem Petrolom. Ne. Ampak še vsem, bilance delujejo dobro. No, tako. Se potem bomo malce bolj poglobljeno še pogledali. Kaj pa ti, Geza, kako gledaš na slovenski trg? Ti si že veteran, recimo temu, na borznem parketu. Tako. Ja, jaz bom tako rekel, jaz bom bolj nasplošno, mislim, da je že Domen opisal zadeve dogajanja na trgu. Ne. Jaz bom tako rekel, glede vrednotenj, jaz mislim, da nekje slovenski trg je primerno vrednoten, ne. Mogoče je nekaj rahlo nad trgi frontier marketov, se pravi teh obrobnih trgov, ne. Ampak bomo rekel, je specifika tudi teh obrobnih trgov, ne, bomo rekel, specifična. Ne. Mi smo nekako tretirani kot obrobni trg, ne, z regulacijo pa zakonodajo, ne, develop markets in tako naprej, ampak pustimo zdaj to. Jaz mislim, da smo nekje primerno vrednoteni, nudimo neki diskont glede na emerging markete in seveda develop markete, ne. Kot je že rekel kolega, poslovanje podjetij je v zadnjih 5 letih bilo zelo dobro, ne. Izplačila dividend so bila kar visoka, ne. Strategije do 2030 večina podjetij napoveduje, ne vem, izplačilo do 50% svojega dobička, ne. Tako da tukaj nekako postajamo pozitivni in gledamo seveda pozitivno na slovenski trg. Tako da Mislim, da so kar vsi zelo bullish na slovenski trg. Zdaj, ko rečeš primerno vrednoteni, kaj to pravzaprav pomeni? Mislim, da je zdaj je okrog 14, 14 14,5, a ne. Se pravi, average je pa, povprečje je pa 10, a ne, tako da je v bistvu nadpovprečno vrednoteno, ne. Ja, to pravi, frontier marketi imajo nekje 11,5, 12 recimo, a ne. Bo rekla, to je nekaj nad, a ne, medtem ko so emerging marketi, ne vem, 18, 19, a ne. Da ne govorijo o develop marketih, ki so nad 20, ne, 25 in tako naprej, a ne. To je ena stvar, ne. In tukaj pač praktično vidimo, ne, da je ta razkorak bo ostajal, ne, lahko se bo sicer zmanjšal, ne, ampak razkorak bo ostajal pač zaradi tega, ker smo obrobni trg in pa tudi zaradi same plitkosti pač trga, ki ga imamo, ne. Ja, kar veliko pomembnih stvari si izpostavil. Plitkost, se pravi likvidnost. A bi zdaj recimo na tej točki, kako bi vidva ocenila? Ti si rekel primerno vrednotenje, zdaj pa marsikateri vlagatelj razmišlja, kupi, drži, prodaj. Kako bi vidva recimo za naslednjih 12 mesecev rekla, katero oznako bi dala za slovenski borzni trg? Kupi, drži, prodaj. Jaz bi zaenkrat z mojega osebnega vidika bom tako rekel, zaenkrat drži, a ne. Zdaj, če vidimo tudi zadnje podatke trgovanja z Ljubljanske borze, vidimo, da tudi promet rahlo upada, a ne, kar je lahko posledica, da so ljudje šli na zaslužene počitnice, a ne, da se sprostijo v tej vročini, a ne, in da zapravijo malo te prejete dividende, a ne, ki so jih prejeli zdaj v tem času, a ne. In seveda, da vidimo potem rezultate poslovanja v drugem četrtletju, ne. Zdaj, ko si rekel, zapravijo prejete dividende, zdaj Ja. nekatere družbe še niso izplačale, mislim, da Krka bo zdaj kmalu izplačala, drugi pač so. Zdaj, te dividendna donosnost smo itak rekli, da je ful taka zanimiva, a ne, za slovenske vlagatelje, tuji večji investitorji mogoče malo na naš trg drugače gledajo, vsaj tako informacijo sem dobila. Pa dajmo mogoče malo o dividendah, ker je to nek tak magnet za vlagatelje. Kakšna je dividendna donosnost, katera delnica je z vidika dividend najbolj zanimiva, kaj lahko pričakujemo mogoče v naslednjih letih?
tako dosti široko vprašanje. Se pravi, tako rekel bom na kratko, pa bom pol predal kolegu, da bo šel bolj v drobovje, jaz bom bolj na splošno. In sicer dividendni donos SB topa je nekje okrog 4, recimo, bo zaokrožila gor 3, 7, 4, a ne. Medtem ko recimo primerljivi indeksi v regiji, ne vem, Hrvaške, recimo, kar gledamo Romunije, a ne, so pač nižji, recimo od naših dividendnega donosa, ne. Kot smo že prej mogoče malo omenili, ne, tudi sama podjetja so danes bolj zdrava, kapitalsko bolj močna, manj zadolžena, ne. Zato so tudi, bom rekel, pri svojih napovedih lahko bolj, bom rekel, drzna, ne. In so v svojih napovedih pač napovedala, da bodo izplačevala ne vse, ampak do 50% svojega dobička, ne, do leta 2030. Kljub temu, a ne, da jih čakajo v prihodnjih letih, mesecih tudi neki investicijski cikli, a ne. In sicer, ne vem, neka digitalizacija, potem uvajanje neke umetne inteligence in tako naprej, a ne. Ampak kljub vsemu, ne, so še podjetja, bom rekel, pozitivna na to, da bojo lahko obdržala ta nivo izplačila dividend na tej stopnji, a ne. Domen, drži, kupi, prodaj pa dividende. Ja, da se še navežem na tole. Tudi jaz mislim, pač, kakor je kolega Geza rekel, da je trg, rečemo temu, primerno vrednoten. Pa mislim, da je tukaj še nekaj potenciala, no. Vsaj tako, kakor recimo pri nas delamo analize poslovanja in tako. Tako da bi jaz rekel, da je trg med tem drži, pa mogoče so nekatere delnice tudi še vedno zakupiti. Je pa stvar taka, da glede na rast v zadnjih letih, pač tukaj ni za pričakovati neke hitre, pa rečemo izjemne rasti, ne, kakor je recimo na kakšnem tehnološkem sektorju, ameriškem pa to. Mislim, da smo mogoče vsaj v tem ciklu to pri nas že videli, resmo to glavnino rasti. Ampak s tem, ko podjetja dobro poslujejo, si s tem tudi vedno znova nekako povečujejo potencial tudi za rast cen delnic, ne. Druga stvar je pa prav te dividende, ne, od katerih se pogovarjamo, ne. To je eden izmed ključnih, po moje, razlogov, zakaj biti investiran recimo v slovenski delniški trg, zaradi tega, ker tale donos oziroma to izplačilo dividend je precej visoko, pa tudi stabilno za naša podjetja, no. Mislim, da zaenkrat, skozi zgodovinsko gledano, so podjetja izplačevala visoke dividende in mislim, da tukaj ni, vsaj zaenkrat, na vidiku nobenih presenečenj. Tako da si lahko pač vlagatelji iz tega vidika zagotovijo pač nek dodaten vir prihodkov, kakor smo si rekli, da jih lahko pač konec koncev zapravijo za počitnice ali pa kaj takega, ne. Je pa stvar res taka, da pač ja, tukaj treba dodati ta ampak. Zdaj lahko te dividende reinvestiramo, a ne, in malo pospešimo vse skupaj, doseganje naših ciljev konec koncev, lahko jih pa tudi zapravimo na počitnicah. Domen, vaš nov sklad ETF, ki ste ga pač, ki je bil 2.7. launch na Ljubljanski borzi, reinvestira dividende, se pravi, za nakupom tega vrednostnega papirja v bistvu ne dobiš izplačane dividende. Tako, mislim, pri dividendah je ena ključna stvar oziroma ključen pomislek je pač davek, ki ga je pač treba nekako vračunati v to računico. In sicer 25% davka je na izplačilo dividend, ki ga vzame država. Torej, iz vidika recimo ETF sklada se meni zdi na splošno bolj smiselno biti investiran v neke akumulacijske sklade, zaradi tega, ker se pač te stvari reinvestirajo in ostanejo nekako znotraj, je ta donos bolj čist, da tako rečem. Zaradi tega mislim, da je tudi ta odločitev iz naše strani pač taka. Zdaj pa tako, no, mislim, načeloma lahko investitorji iščejo specifično izplačila, ne. Jaz mislim, predvsem recimo v neki starejši dobi vlagatelji pač ne bomo investirali v nedogled, ne. Načeloma, ko smo investirali ali pa ko investiramo v mlajših letih, pač na neki točki želimo imeti od tega nekaj, želimo od tega konec koncev žeti sadove našega dela odprej. In takrat je v bistvu bolj aktualna recimo to izplačilo dividend ali pa kakšni višji donosi, da pač to komplementira neke prihodke, pa da se pač konec koncev tudi ta denar zapravi. Ko smo pa v fazi gradnje našega premoženja pa portfelja, takrat je pa bolj smiselno, kakor si omenila, reinvestirati stvari, pa se mogoče držati kakšnih teh akumulacijskih ETF skladov in tako. Ampak,
imaš možnost tudi ne plačati davka na dividende znotraj individualnih naložbenih računov, recimo, a ne. Ampak ful zanimivih stvari si povedal, da so nekatere posamezne delnice za kupiti. Lahko mogoče specificiraš, katere se ti zdijo Bi zanimive? mogel, mislim, tako, načeloma naše tele neke interne analize, ki so konec koncev tudi objavljene zunaj, kažejo, jaz sem zdaj bi mogel v resnici pogledati, ker sem, da ne bom kakšnih neumnosti ustrelil, ampak recimo, vem, da Petrol je bila ena taka stvar, v kateri še vidimo potencial za rast. Mislim, saj kar se tiče vrednotenja. Tudi konec koncev NLB pa Krka, ki sem jih omenil, saj pa treba vedeti, da pač razlika med tem potencialom, rečemo, realnega vrednotenja, ali vsaj vrednotenja, ki ga vidimo mi, da je pač, rečemo, primerno, je pač relativno majhen, ne. Zdaj, če je zdaj NLB, ne vem, ali pa oziroma Krka tam 250 evrov je naše vrednotenje, ne vem, 280, 290 realno, kar pomeni, da je prostora za rast še nekaj je, mogoče ni pa to, da se bo investicija podvojila, ne, tako, v tem smislu. Ti si prej tudi omenil, da meniš, da je že za nami ta hitra in izjemna rast. Recimo, a lahko mogoče, vem, da dostikrat analitiki tudi nekaj preračunavate, kakšno rast pa pričakuješ v prihajajočih, recimo 12 mesecih. Zdaj smo imeli, mislim, da SB Top je bil okrog 20% rast v letošnjem letu, a ne. Ne vem pa, koliko je bil total return indeksa, mogoče vidva vesta. Iz glave tudi ne vem, iskreno, mogo pogledati. No, ampak kar hočem povedati, je v bistvu čisto, če izvzamemo Ne, saj vem, saj vem, 21%, saj imam zračunan. No, evo. Evo. Ne, kar sem hotel reči, da tudi če izvzamem recimo poslovanje, ne, pač recimo takrat, ko je bil COVID, panika je bila Krka, mislim, da tam okrog 65 evrov, ne. Zdaj pač 250, o tej rasti govorim, ne. In načeloma je pač tako, če se stvari v relativno kratkem času, malo nekaj časa je že od takrat, 5-6 let, ampak načeloma, ko stvari tako hitro rastejo, ponavadi z enako hitrostjo ne bodo rastle kar v nedogled, ne. Moramo si kar obetati, da bo zdaj pa vsakih 5 let enakih, recimo za rast trga, zaradi tega, ker enostavno pač, ne vem, ni niti kapitala, no, oziroma mogoče, če pač pride nek svež kapital iz drugje, pa da pač Slovenija postane bistveno bolj, recimo, zanimiva za vlagatelje iz nekega razloga, potem si lahko nadejamo tudi konec koncev nadaljevanje takih rasti, ne. Ampak smo vsaj iz tega vidika prišli do neke, rečemo, do nekih bistveno bolj realnih vrednotenj, no. Mislim, da je tudi v zadnjih letih naš trg, vsaj kakor imam jaz občutek, se pravi, sem relativno nov na tem trgu, ne, v zadnjih, rečemo, 5-10 letih, se mi zdi, da se je naredilo veliko za to, da konec koncev prihajajo, mislim, da Ljubljanska borza dela na neki prepoznavnosti, konec koncev IBKR prišel, konec koncev so INR računi, da je ljudske obveznice, se dogajajo stvari in za ozaveščanje samega slovenskega trga in investiranja na splošno, in posledično se tudi vključujejo razni akterji, neki, ne vem, mogoče ljudje, uspešni ljudje, podjetniki, ki so prej se držali svojih podjetij in to tudi zdaj se spogledujejo z trgi, z delniškimi trgi, ne samo recimo z nepremičninskimi, in na ta način se vrednotenja pač potem postanejo bolj realna, tako ni zdaj nekih teh, da bi rekel, skritih priložnosti, ne, sploh ne v prvi kotaciji, ali pa da je neka javna tajna, da se nekaj bistveno splača, ne, tam smo. Zdaj, ko omenjaš te znane Slovence, znane podjetnike, jaz bi rekla, da niso najbolj vešči mogoče razumevanja kapitalskih trgov, a ne. Ampak a se ti ne zdi, da je mogoče hype zdaj okrog slovenske borze, ker dejansko vsi pušajo slovensko borzo, prihajajo novi produkti na Ljubljansko borzo, konec koncev ETF, konec koncev vzajemni mešani sklad, v začetku leta INR računi, delnice Vzajemne, potem PR delajo mediji zelo pogosto in zelo veliko, brez neke kritične drže, a ne, to vidimo, po mojem mnenju, to se ne bi smelo dogajati na tak način. Ampak okej, a se ti zdi, da pa še govoriš o Slovencih, znanih Slovencih, podjetnikih, ki v bistvu res neko večjo količino denarja investirajo na Ljubljansko borzo in to v delnice, recimo, ki mogoče niti nimajo, ne vem, vzdrževalca likvidnosti, ki je pomemben za to, da pač ne, sploh pri večji količini denarja. A je hype? Mislim, jaz ne bi rekel, da je nek pretiran hype, no. Do neke mere se lahko pogovarjamo, okej, ja, pač
je v, recimo, obči javnosti je prišlo v zavest, da so pač tudi priložnosti na Ljubljanskem trgu. Ne bi pa rekel, da je nek velik hype glih zaradi teh vrednote, no. Mislim, kakor sem rekel, naša teza je pač, ja, nekje smo, rečemo, v realnih vrednotenih, ne, ampak konec koncev vidimo tudi še nek potencial za rast, kar pomeni, da za moje pojme nismo v nekih toliko hudih balončkih ali pa da bi izgubili čist totalen kompas, ne, zaradi tega, ker pač jaz mislim, da vrednotenje naših podjetij v Ljubljanski na prvi kotaciji je pač vedno čisto znotraj razuma, ne, tako. Jaz A ne greva vidim tukaj, da mogoče, bi bila neka panika a lahko. greva k Gezi? Geza je broker z dolgim stažem. Spomnim se, verjetno se Geza, predstavljam si, no, verjetno se spomniš leta 2006-2007, kakšna je bila takrat retorika analitikov, borznikov, podobna? Ne, Vem, da je bom bil takrat rekel, hype. ja, tudi, mislim, bom rekel, ne, vedno, ko se dogajajo take stvari, a ne, ko so neke malo večje rasti, a ne, pol mediji malo, bom rekel, zadevo tudi bom rekel, napihnejo, a ne, poročajo Napihne, dnevno, a verjemi. ne. Ampak bom rekel, primerjava zdaj z letom 2006, 2007, 2008, a ne, je malo drugačna, ne. Bom rekel, takrat so bile zgodbe na slovenskem trgu, bom rekel, z vidika vrednotenj dosti slabša. Tudi podjetja so bila bolj zadolžena, a ne. Takrat je bila zgodba, ne vem, kdo bo koga kupil, zakaj bo kdo koga kupil, kdo bo naredil menedžerski prevzem in tako naprej, a ne. In je bilo to neko gonilo, medtem ko danes mislim, da so podjetja, bom rekel, drugače naravnana, ne. Tukaj, če dovolite, bi se samo dopolnil Domna, a ne, ko je rekel, da znani Slovenci, a ne, del svojega denarja selijo na slovenski kapitalski trg, a ne. Kar bom jaz rekel, z ene strani pozdravljam, a ne, seveda, da kažejo tudi neko zaupanje v domača podjetja, ne. Druga stvar, kar bi mogoče omenil, je specifika, se pravi, mi imamo depozitne obrestne mere na bankah relativno nizke, a ne, oziroma Mizerne so, niso ničelne, ne, nizke. Ja. medtem ko imamo pol dividendni donos okrog 4, a ne. Pa kljub plačilu davka, ne, za izplačane dividende nam še nekaj ostane, a ne. Da se vsaj tukaj recimo borimo proti inflaciji, ne, da nam ne nažira toliko zadevo, a ne. Ja, ampak glej, zato sta dva različna naložbena razreda, če lahko temu rečem. Depozit ali pa No, no, delnice. tudi Imaš pa tudi obveznico, ki ti prinaša 3% ljudska, na primer, ne. tudi, saj tudi je ta možnost, a ne. Ampak bomo tako rekla, če zdaj govorimo o teh, bom rekel, znanih premožnih ljudeh, a ne, imajo sigurno razdeljeno svoje premoženje v več naložbenih razredov, a ne. Imajo. Tako In da so večinoma tudi je v Sloveniji koncentracija, se pravi slovenska podjetja, slovenske nepremičnine in hoteli in ne vem kaj, recimo, ja, stanovanja recimo. in še slovenske delnice. Indeks, ja, Tako da bomo videli, no, tista bolečina iz leta 2008 je bila po moje kar velika, res a je. ne, in marsikdo je rabil kar desetletja, več desetletij, skoraj 2 desetletji, da se je spravil nazaj na kapitalski trg, ne, potem, ko smo videli te lepe rasti. 18 let je rabil SBI Top, da je nazaj prilezel. Ampak zdaj mi govorimo že cel čas o slovenski borzi, praktično pa izpostavljamo samo 3 delnice: Krka, Petrol in pa NLB. NLB, sorry, in NLB. Se pravi, to so trije največji igralci pravzaprav na borznem parketu, koncentracija je kar velika. Je lahko to problem? Mislim, lahko je problem, lahko je pa priložnost. Mislim, bova rekla eno ali drugo, a ne. Bom Mi rekel, zdaj govorimo o tudi kar odvisno, konkretni kako koncentraciji, te mislim, da je 67% koncentracija, drži, a ne. drži. Drži, ampak to je tudi pogojeno, ne, se pravi, z določeno zadevo pravil, a ne, kakšna mora biti tržna kapitalizacija in tako naprej, a ne. In pa druga zadeva je, a ne, glede samega nabora, kar imamo možnost, ne, imeti v indeksu, a ne. Zdaj, kot veste, ne, v zadnjih, bom rekel, po 5 letih, če se prav spomnim, pa prosim me popravite, a ne, je prišla na borzo NLB in pa Vzajemna, a ne. Se pravi dva papirja, če se ne motim, a ne. Dva sta, ja, dva, pa pač od ETF Dobro, od pa ETF recimo, Ilirike. ampak bova zdaj rekla tako, od podjetij, a ne. In tukaj, se pravi, tudi če mi želimo narediti preskok naprej, tudi kot sam trg, a ne, rabimo neke dodatne zadeve na trgu, a ne, dodatna podjetja, a ne. Zdaj pa, bom rekel, ni vse to odvisno od Ljubljanske borze, ki se trudi, a ne, tudi to zadevo pušati, a ne, razvijati, a ne, ampak od vseh ostalih akterjev na finančnem trgu, a ne. Na eni strani država, a ne,
ki pač bo mogoče kje spustila kakšno podjetje na borzo, dela, ne, in bo s tem pač pripomogla tudi, da se bo ta, koncentracija, kot ste rekla, ne, iz 3 delnic, ne, pol lahko, ne vem, zmanjšala oziroma povečala, da bo tam vključenih, ne vem, 10 noter, a ne. Ampak Domen, imaš ti kakšno težava je mnenje o pa lahko koncentraciji? težava, ne, oziroma pa lahko priložnost, odvisno, ne. Jaz tudi mislim, v resnici mislim, da je to neka normalna stvar, no. Jaz mislim, da ljudje bodo šli k najbolj preizkušeni, najbolj varni, k največjemu potencialu. Konec koncev, če gledamo Ameriko, tudi tam je ta Mag7, ki ima neproporcionalno velik delež, zaradi Mislim, tega, ker da je pač zgodba. 35%, ne, Ja, nekaj takega. okej, ni toliko velik kakor tukaj, ampak ja, tukaj so še drugi Je problemi, razlika, ne. Ja, ampak ni Pa pa tam je ni pa mogoče ene 500 delnic v S&P To je tudi 500, tulele pri nas pa tako, koliko, tako. 9. 11. Tako. Malo je Ja. razlike. S tem, da Ampak če greva še panožno, no, mislim, tudi je treba izpostaviti, ne, tam govorimo o tehnoloških družbah, ne, pri nas Saj imamo to. pa kaj? Banke, zavarovalnice, Nimamo Okej. tehnologije, ne, vsaj na borzi, ne. a Je pa pa je res, mislim, pomembna. mislim, več Čeprav, kot očitno je, ne. ampak Domen, če pomisliš, se tehnologija se zažira tudi v druge panoge, saj tudi recimo, verjetno si predstavljam, bojo mogli tudi, na začetku je Geza omenil digitalizacijo, ti omenil digitalizacijo, umetno inteligenco, tako da nekaj se verjetno tudi tle Pa ja, dogaja. sam je malo drugače. Je drugače. Na eni strani bo ja, nekaj, rečemo temu, učinkovito se izboljšala, zdaj rečemo za NLB. Medtem ko pač ja, da ti ljudje, ki delajo te softvere, pa to je pač malo drugačna zgodba, ampak kar hočem reči, da mogoče s tem AI-jem v prihodnjih letih bo tudi v Ameriki ratala mogoče še večja koncentracija, kakor pa manjša med temi, kdo bojo zmagovalci, pa ne. Mogoče še to, no, ki je Geza omenil za te nove prihode na borzo. Tukaj bi bilo verjetno treba pogledati, oziroma mogoče se bi dal kaj več narediti. Konec koncev zato, da bi bila ja, ponudba večja, pa tudi, da bi se več dogajalo na našem trgu, ne. Konec koncev ta Vzajemna, recimo, je bila okej neka zgodba, samo kakor sem gledal, mislim, da sem gledal ta prave podatke, no, danes zjutraj, ampak je še vedno več kot 70% delnic recimo neprevzetih. O 90%. Imam podatke, sem jih dobila Mislim, iz KDD. 15% je ZZZS-ja, ne. KDD mi je včeraj poslal 10%, 43.560 upravičenih delničarjev je prevzelo in v ta delež ni vključen Ja, ta delež strani ZZZS-ja. 75% pol vseh delnic, ki bi jih lahko ljudje prevzeli, niso prevzeli. Kaj ti to pove? Res, Povej mi, res. kaj ti to pove? Zakaj ljudje, recimo moja mama, 75 let stara, ona reče, se s tem nočem ukvarjati in mi je prenesla delnice. Tako da jaz sem si pa prenos uredila, mislim, da glih ta teden ali prejšnji teden. Sem tudi rabila nekaj časa, da sem si uredila prenos na slovenskega brokerja. Jaz mislim, da je tukaj jaz mislim, da je tukaj veliko povezano v znanju, pa Jaz imam rečemo veliko znanja. finančni izobraženosti. Ja, v smislu, ljudje niti ne vejo, kaj so dobili. Saj tudi mi imamo veliko, bom tudi jaz klical konec koncev, ker ljudje ne vejo niti, kaj to pravzaprav je, niti kaj s tem početi, niti koliko je tega zelo, zelo ni, ne vem, neke prepričanje. Jaz po moje, če že mi dobivamo take klice od ljudi, ki na koncu dejansko prevzamejo, je pa ogromno enih ljudi, ki se jim enostavno s tem ne da ukvarjati, no. Mogoče je tudi neposrečen pač ta, rečemo temu, splavitev teh delnic, da so vsi dobili relativno majhen znesek, pa se mogoče ljudem tudi iz tega vidika ne da potem ukvarjati z odpiranjem računa, pa z nekimi stroški prodaje, zapiranja, kakorkoli. Pa si rečejo, da za teh dobrih 100 delnic to niti ni vredno, čeprav to se zdi slab odnos, ampak okej, mogoče je tukaj tudi razlog. Ampak jaz še vedno mislim, ja, no, ne vem, to znanje nečesa, v bistvu je to zastonj denar na koncu koncev, ne, saj ni to bogatstvo, ampak konec koncev se pa da, ja, ne vem, kakšnih 100 evrov dati v žep, če bi želel prodati. Ali pa bojo te ljudje čakajo, da bojo 2 leti, da bojo prevzeli čist na koncu, pa bojo držali te delnice. Tudi to je opcija, čeprav se mi zdi to relativno malo verjetno, no. Mislim, da bo kar velik del delnic ostal pač državi, no, konec koncev. Kaj pa ti praviš, Geza, na to? Na ta Mislim, bom rekel neprevzem? tako, če se spomniš še pokojninskih bonov, ne, to je bilo tam leta 2005 meni se zdi, ne. Je bilo tudi v začetku je bilo to relativno, bom rekel, bolj, slabo sprejeto in pol, bom rekel, zadnje mesece, ne, je pa bil bum, a ne. In, tukaj se strinjam z Domnom, ne, da bojo verjetno večina ljudi bo čakala, bom rekel, zadnji rok, a ne, in bo postala takrat malo bolj aktivna, ne.
Mi smo imeli predsednika uprave Vzajemne je bil gost na podcastu. Kako Domen gledaš poslovanje, kakšne so tukaj priložnosti za eno tako zavarovalnico? Ja, mislim, v resnici ne vem, nisem se toliko spuščal v poslovanje. Tudi pri nas, ko sem gledal malo tele analize, se nekako neki nismo še spuščali v to. V bistvu se bolj čaka, no, na koncu koncev, kako bojo s poslovanjem uspelo obrniti, rečemo letos. V smislu, da nehajo delati izgubo na koncu dneva. No. Mislim, da dokler stvar ni profitabilna, je še vedno pač malo vse skupaj pod vprašanjem. Je veliko nekih, rečemo temu, čist hard assetov, v smislu nepremičnin pa obveznic, ki jih držijo. Kar se tiče samega poslovanja, pa ne vem, mislim, da je še vedno ta zgodba nekako najbolj smiselna v nekem prevzemu, sam tudi o temu nisem kaj preveč slišal oziroma ne bi vedel karkoli specifičnega. No. Tako da bolj wait and see. No. Bi pa še samo omenil, mogoče prej, da se navežem na tisto dogajanje s prevzemom delnic. To, kar smo spremljali, recimo prvi dan, da je bila cena 20, ne, to je pač neposredno povezano s tem, da ljudje niso v dovoljšni meri prevzeli teh delnic in pa so se zgodile neke hude anomalije. Ne, v bistvu en pravzaprav študijski primer tega, da je bilo v tisti dan vrednotenje tako absurdno in ja, no. To vse pač potem pride zraven. No, Domen, zdaj, ko si lepo povedal, da gre za študijski primer, daj mogoče na kratko opiši, kaj se je zgodilo tisti prvi dan, ker je bil res tak zanimiv dan. Mislim, tako, če bi 100-krat šel še nazaj, pa 100-krat ne bi predvidel tega, kar se je dogajalo prvi dan. No. Čisti iskreno. Tako da ne, zakaj ne? Da je šlo do 20, recimo. Do 20 je bila res ekstremna, ampak nekako se je pričakovalo, da bo poskočilno. Ja, ok. Mislim, na eni strani je bilo to, da pač več kot očitno ni bilo dovolj prevzetih delnic in se pač navven se je ustvaril neko, mislim, ne nek hype, pač, ampak bilo je medijsko kar jasno, da pač pride Vzajemna na trg in da je pač to neka nova delnica. Na eni strani, kot sem rekel, je bilo potem, torej to je bilo nek del zanimanja, na drugi strani imamo to, da je bilo precej malo delnic prevzetih, očigledno, ne, po tudi podatkih, ki jih imamo danes. In pač se je zgodilo to, da na koncu tudi so po moje pač ljudje na trgu dobro poznali tudi mehanizmov borze, recimo. Ne. Zaradi tega, ker to, da je cena prišla do 20, je bilo na koncu povezava s tem, da so bile tele prekinitvene avkcije, pa da so ljudje oddajali tržna naročila. In potem so nekateri ljudje pač niso vedeli, kaj se točno dogaja, pa v kaj se spuščajo, predvsem te, ki so kupovali. Na prodajni strani so pa mogoče nekateri malo bolj vedeli, pa izkoristili ta proces avkcije. Nekateri so imeli pa tudi sam srečo, pa so bili zraven. ATVP je sprožil neke postopke, če je bilo slučajno karkoli narobe. Pa ni bilo, ja, mislim, ne da bi vedel, da se zato je ATVP, se je regulator. Tako, ja. Mogoče gre za ti kot izkušen borzni posrednik, tržno limitirano naročilo na slovenski borzi, kaj to je taka nizka likvidnost, konec koncev si tudi sam to omenil na začetku. Načeloma se priporoča na takšnih trgih, da se oddaja limitirano naročilo. Mislim, da je Ljubljanska borza prvi dan tudi poslala vsem delničarjem obvestilo, da naj oddajo limitirano naročilo, potem, ko so šle do tako ekscesnih vrednosti te delnice. To težko komentiramo. Ne, tako nasplošno, tako, pouči nas, tržno ali limitirano naročilo. To je stvar dogovora med stranko pa borznim posrednikom, kako boste pristopili k izvedbi naročila, ne, pa kaj je primerno, kaj ni primerno. Ne, a borzni posrednik sugerira stranki, če reče stranka, hočemo dati tržno naročilo, pa borzni posrednik ve, da mogoče to ni pametno, a bo borzni posrednik rekel, lahko stranko seznani s tem, ne, da pač ne bo, da bo ceno premaknil za 10-15% ali karkoli, ne, jasno. Ne, to je že naloga borznega posrednika, da to naredi, ne, pa to je dogovor med stranki. Prav zanima, koliko borznih posrednikov je oddalo tisto naročilo, tržno naročilo za 20 evrov. To bi bilo zanimivo tudi vedeti, ne? Pa zakaj niso takrat ukrepali? Mislim, ne vem, sprašujem. Sam na glas razmišljam in se sprašujem. Ne vem, ne morem komentirati. Se vem, da ne moreš. Kje sem zdaj še eno vprašanje, glede na vse te lepe rasti, ki jih zdaj videvamo, marsikdo se na tej točki tudi vpraša, kdaj je pravi čas za prodajo? To je vedno tak ful težek vprašanje za marsikoga, ki
ustvari že lepe donose, vidi, kako to vse lepo raste, portfelj se fajn udebeli. Zdaj, kdaj je pravi čas za prodajo? Recimo, jaz sem povedala, da sem prodala pred kratkim, sem napisala en članek, da sem del Nvidia in Google prodala. Ker je pač bila realizirana takšna in takšna donosnost in enostavnost, sem rekla, zdaj pa čas, da malo z mize vzamem. Unovčevanje dobičkov se mi zdi, da je v Sloveniji kar greh. Kako vidva gledate na unovčevanje dobičkov po tako lepih rezultatih, ki smo jih videli na slovenski borzi? Tako v obče bi jaz rekel, da je vedno dobro imeti nek cilj, še preden se gre v neko investicijo. No? Vsaj približno, vsaj čez pavc, da če se zgodi nek scenarij, da je res rast visoka, da se pač takrat začne pobirati neke profite. Na koncu koncev investiramo lih zaradi profitov, dokler so pač nerealizirani, jih efektivno nismo realizirali, kar pomeni, da jih lahko tudi zgubimo, če se trg obrne, tako da profite je vedno treba vzemati, mislim, da je to dobra praksa. Je pa Slovenija tukaj malo specifična zaradi dividend. Ne. Tukaj se vedno lahko vsi rečemo, v redu, ne bomo zdaj prodajali, če je dober vstop na neki delnici, zaradi tega, ker pomeni, da imamo tudi relativno visoke dividende. Ne. Če smo uspeli Krko kupiti, ne vem, na 100-150, bi zdaj že ta dividenda toliko visoka napram tega, kar smo mi vzeli, da je pač že tukaj en lep donos. Ne. Tako da to je treba malo gledati. Bi si pa rekel, kot sem rekel prej, fajn je že imeti na začetku, ko se že gre v samo investicijo, nek približen okviren cilj, kaj želimo s to investicijo, pa tudi konec koncev, kaj se bi moglo zgoditi, da bi pač vzeli profite, ne, pa na kakšnih nivojih bi profite jemalo. Mislim, da je to dobra praksa. A misliš, da bi tukaj lahko dal limitirano naročilo? Ko doseže, ne vem, rekel si 65 evrov za delnico Krke, ko bo ta 250, mi prodaj. Ja, lahko bi. Mislim, da se sicer omejitev je, mislim, da ne, kakšno leto bi bilo lahko naročilo na borzi. Ampak lahko bi dal. To je dobra praksa, recimo. Evo. Geza, kaj pa ti tvoj pogled na unovčevanje dobičkov? Mislim, bom rekel, strijam se z obema, da pač včasih je v redu pobrati kakšen dobiček iz mize, ampak je treba pol vedeti naprej, kaj s tem denarjem, in kam ga naložiti, ker običajno, bom rekel, profit poberemo, pa ga po moje, ali pa ga lahko pol napačno kam poinvestiramo, in je pol malo manj vsega. Ampak ja, načeloma bom tako rekel, odvisno od vlagatelja, seveda, kakšna so njegova pričakovanja, kakšen je njegov pohlep, bom tako rekel, če eni čakajo pač, bom rekel, zelo visoke donose, mogoče se zgodijo, mogoče ne. Eni, bom rekel, mogoče kdaj prehitro prodajo, bom tako rekel, je pa odvisno od vlagatelja, bom rekel, kje smatra sam, da je zaslužil dovolj, da pobere dobiček iz trga in se nagradi za kako zadevo. Ja. Kaj pa recimo strategija DCA, dollar cost averaging na slovenski borzi, je to smiselno, da bi mesečno investiral v recimo nek ETF, vzajemni sklad ali pa v posamezne delnice? Ja, sigurno, mislim, se pravi, ta DCA metoda, se pravi, da bom tako rekel, nihče ni tako izkušen, da bi vedel kupiti na najnižji točki, pa na najvišji točki prodati. Mislim, bom tako rekel, je zelo malo ljudi, ki jim to uspeva, bom rekel, zelo malo. Ampak načeloma za vlagatelje, ki dolgoročno varčujejo, ne glede ali na slovenski borzi ali globalno, bom rekel, z svojimi mesečnimi, polletnimi, kvartalnimi, kakorkoli, svojimi investicijami, ko pač določen del svojih denarnih prihrankov ali zaslužkov vlagajo na kapitalske trge, dejansko s tem skrbijo, da v skupni, bom rekel, v skupni košarici imajo, bom rekel, eno lepo nakupno ceno, ki jim pol odraža tudi nek lep donos na neko daljše časovno obdobje. Zakaj kupiti sklad in ne kar direktno posameznih delnic? Glede na to, da smo že izpostavili koncentracijo, koncentracija, ampak jaz bom tako nasplošno rekel, bo pa kolega Domen lahko bolj dopolnil še zdaj z pogledom mlajšega vlagatelja. Bom tako rekel, če so zneski, ki jih pač nekdo vlaga, nekoliko manjši, so pač tudi stroški povezani s tem vlaganjem nekaj višji. In je zato tudi mogoče smiselno, da ta vlagatelj, da dobi neko izpostavljenost, recimo do slovenskega trga, uporabi neki vzajemni sklad, neki ETF, ki vlaga na tak trg, ki s tem pokrije cel trg, ne le
posamezno delnico, kjer pač potem povišuje svoje tveganje, ne, da se mu neka stvar zgodi ali tudi ne, a ne. Tako da zato mislim, da je pač pametno, da recimo neki manjši zneski z manjšimi to, da začnejo pač vlagatelji vlagati bom rekel, neke košarice, a ne. Potem, ko pa dobijo malo kilometrine, ne, pa lahko, bom rekel, za dodatek dodajo posamezne naložbe. Domen, boš dodal še Ja, kaj? se strinjam s kolegom, ne, v smislu, da DCA je čisto primerna strategija. Mislim, da za večino ljudi je to še najbolj optimalna strategija, konec koncev. Je pa, kot rečeno, paziti tukaj treba na stroške. Zdaj z nekimi 50 evri, 100 evri, tukaj je treba biti pač previden pri tem, da pač stroški ne pojejo preveč te glavnice, ker tukaj lahko hitro govorimo o visokem procentualnem strošku zaradi minimalnih stroškov borz in tako dalje. Pa tudi ta zgodba pač ETF-ji oziroma indeksi, skladi, kakorkoli, to je pač vse neka najboljša, najbolj optimalna strategija, se izkaže čez zgodovino iz čist teoretičnega vidika, da redko kdo premaguje trg. Če zdaj posameznik nima res neke specifične teze oziroma nekega prepričanja za neko specifično podjetje, da bo na dolgi rok izjemno dobro delalo, potem je vedno boljša izbira pač nek ETF sklad koncev kot specifične delnice. Razen pa tako, zdaj pa če ima nekdo neko prepričanje, če dela v neki branži, vidi potencial v nekem podjetju, pa go for it. Tudi nič narobe s tem, no, tako. Je pa pač to stvar posameznika na koncu. Se omenila sta oba dva stroške. Kakšni so stroški recimo sklada, ETF-a pa vzajemnega sklada, strošek upravljanja oziroma celotni stroški? Ja, po mojem so načeloma v principu ETF skladi nekoliko cenejši, ampak zaradi tega, ker niso aktivno upravljeni oziroma pač so aktivno upravljeni, pač sledijo nekemu indeksu ponavadi ali kakorkoli, imajo naprej določeno strategijo. Ampak običajno so mičken cenejši, pač da se jih kupiti na borzi prek trgovalnega računa. Koliko cenejši, koliko je strošek upravljanja, recimo vašega sklada? Mi smo zdaj tale slot R ima pod 1%, mislim, da smo 0,94, če se prav spomnim, se pravi, to so skupni. Strošek Ilirike je 0,6 upravljanja, pa pridejo pa še drugi stroški z nekih transakcij in podobno, tako da dejanski strošek letni je 0,94. Zakaj recimo sklad, v katerem so vključeni, je par delnic noter, dražje višja cena upravljanja kot pa recimo nek globalni sklad, ki ima 4500 delnic, ali pa 5000, ki pa stane 0,2%. Celotni strošek. Kaj je fora? Ne razumem čisto vprašanja. Ja, ima v globalno košarico, ker je približno, 5000 delnic, pa je strošek upravljanja celotnega 0,2%, imava pa slovenski ETF, kjer je 5 delnic noter ali pa 9, se nima veze, je pa strošek upravljanja skoraj odstotek. Stvar je, da ponavadi v tistih skladih je tako nekaj milijard, pa si pač sproti nižajo stroške. Druga stvar je pač... Druga stvar. Ne, pravim, da pri nas pač recimo zdaj, ko se začenjajo stvari, je pač nek strošek in je pač treba vsak dan konec koncev prilagajati te stvari na borzi, kupovati, da smo v skladu z SBI Top Indeksom, kateremu sledi slot ETF, in pač to zahteva neke stroške. Konec koncev tudi tukaj je treba, velikokrat se pozablja, to je proces, pridobiti vse licence regulatorjev in podobne stvari. In zadnji so pač neki administrativni stroški, ki jih zahteva regulator, država, zakonodaja, Evropska unija, v smislu, da so pač vlagatelji zaščiteni, da imaš compliance, pravni vidik in vse te stvari narejene in pač te stvari stanejo za vzdrževanje. Sem pa prepričan, da če bo v našem skladu nekaj milijard, bojo tudi naši stroški bistveno nižji na letni ravni. To je pač skalabilnost, zaradi tega, ker pač recimo nek BlackRock kot največji upravljalec ETF-ov na svetu ima pač trilijone denarja tam in potem lahko seveda znižujejo te svoje stroške, zaradi tega, ker že 0,01% na 1 trilijon je ogromno denarja, recimo. Je pa še en konkurent od Intercapital ETF, ki ima čisto isto podobno strategijo kot v bistvu ta vaš ETF, je že dolgo časa na trgu in pa ima pač neko kilometrino, neko zgodovino.
In so Strošek bi čisto pa mu. uspešni. Ja, mislim, uspešni so pri tem, no. Pač dejansko je zanimanje vlagateljev v Sloveniji za ta produkt. Mislim, da imajo tudi v upravljanju že tako zelo lepo številko, tako da očitno ljudje to hočejo, ne. Mi smo se pač lotili primarno teh ETF-ov, slovenskega pride tudi še, se pravi svetovni, zaradi INR-jev, no. To je bila nekako ta vzpodbuda pa neko logično nadaljevanje, zaradi tega, ker bojo pač te naši ETF skladi del potem tudi INR računov tistega dodatnega dela vsako leto, ki nalaga slovenskega izdajatelja, ne. Torej, kar pač Intercapital ni, Ilirika pa je. Zato bojo pač lahko te ETF skladi pol tudi del tistega dodatnega naložbe in tukaj smo videli pač neko priložnost, in konec koncev s tem se pač tudi povečuje izbira na Ljubljanski borzi, pa konec koncev tudi razvija slovenski kapitalski trg v občino. Mislim, da je to ena dobra stvar INR je, da se je tudi institucija ali Ilirika prisila oziroma se je spodbudil k temu, da smo šli v izdajo ETF-ov, ne. In bomo imeli tudi svetovni ETF sklad, ki bo pa prvi tak recimo na Ljubljanski borzi, ne. Pa bo tudi INR compliant, recimo. Koliko bo pa ta strošek? Oziroma je strošek? Bi pa mogel, mislim, da Ker recimo 1,2. globalni je 0,2 recimo, Ja, če ne, kupaš sam dražje bo, preko več borze. kot 1% bo strošek, nimam pa še uradnih, nam zdaj šel na decimalko procenta, ampak bo malo nad 1%, mislim, da bo strošek tega globalnega. Okej, no, zdaj, ko si rekel, da pač je prednost ta, da ta dodatek na tem slovenskem podračunu na INR-ju lahko investiraš v Ilirikin ETF, ne. Lahko pa kupiš tudi direktno delnice ali pa pač, ja, kakorkoli. Geza, greva midva mogoče samo še malo pogledati vaš vzajemni sklad, ki je v bistvu mešani sklad, kaj to pravzaprav pomeni, kakšen je delež delnic, obveznic, pa seveda tudi stroški. Drži, se pravi, mi imamo v naši ponudbi nov sklad, se pravi Generali Slovenija, mešani fleksibilni sklad. Se pravi, kar pomeni, da ta sklad nalaga v slovenske delnice, slovenske obveznice, a ne. Trenutna struktura je nekje okrog 70-30, se pravi v prid slovenskih delnic, a ne. 30% je približno slovenskih obveznic, državnih obveznic, a ne. Ko govorimo o fleksibilni strukturi, pomeni to, da je lahko ta sklad, ne vem, 100% investiran v delnice, lahko je tudi 100% v končni fazi investiran v obveznice, odvisno od nekega cikla, ki ga pač vidimo, a ne, kaj je bilo bolj varno za naše vlagatelje, a ne. Tukaj je strošek 2,25% je upravljavska provizija, a ne. Ampak, kot je že kolega Domen rekel, ne, zdaj, če mi primerjamo neke naše sklade vzajemne z neko tujino, ne, ki je ekonomija obsega bistveno večja, ne, in se pravi, so tudi njihovi stroški lahko bistveno nižji, a ne. Kot en tak, bom rekel, primer lahko poveva, ne, da če mi trgujemo neke delnice ali pa obveznice v tujini, a ne, imamo provizijo X, a ne, da če bo to BlackRock delal, a ne, ima pa, ne, provizijo, bom rekel, zelo nizko, a ne. Se pravi, in to se potem vse odraža v stroških, ki se pač kažejo za vlagatelja, ne. Se pravi, če bomo mi kot trg oziroma tudi ekonomija obsega bo rasla za naše sklade, a ne, v Sloveniji, a ne, in tako naprej, da bomo večji, bom rekel, močnejši tudi navzven, a ne, bo tudi naša pogajalska moč glede nekih stroškov, a ne, bistveno višja in bo tudi lahko pol za naše vlagatelje ti stroški bistveno nižji, a ne. Ampak zaradi, pravim, same strukture, se pravi, ekonomija obsega, regulatornih zahtev, a ne, in tako naprej, so pač neki fiksni stroški, ki pač morajo biti plačani, a ne. In to se pač tudi potem odraža na višini upravljavskih provizij, ki jih stranka plača. Ampak saj veš, mali vlagatelji in vlagatelji in general si želijo v bistvu čim več za svoj denar, a ne. Kaj pa v bistvu vi ponujate več, zato da prideš k vam, recimo, a pa v ETF? Torej tako, se pravi, A ponujate višje donose, boljši servis, karkoli? dobro, eno je recimo servis, a ne, ki ga dobi stranka, se pravi, individualni pogovor in tako naprej. Bom rekel, aktivno upravljanje, mislim, tudi, kot je rekel že kolega Domen, tudi njihov sklad je aktivno upravljan, a ne. Ampak, se pravi, so pa neke razlike, ki stranka jih mora razumeti, a ne. Se pravi, mi kot vzajemni sklad
pač imamo neke omejitve, kako lahko vlagamo, koliko lahko vlagamo v določene delnice na slovenskem trgu. Ne. Se pravi, to je tako imenovana omejitev 5, 10, 40. A ne. Se pravi, mi lahko imamo v našem vzajemnem skladu največjo izpostavljenost do posameznega izdajatelja 10%, a ne, in vse tiste delnice, ki imajo oziroma izdajatelji, ki imamo 5% v portfelju, ne, lahko skupaj tvorijo 40% sklada. A ne. Medtem ko pri zadevah, pri produktih, ki jih trži kolega, a ne, je pa zadeva malo drugačna. Ne. Se pravi, vseeno jim tam zakonodaja omogoča večjo izpostavljenost na določenih področjih do izdajateljev, ne, nekje 20, celo nekje 35%. Ne. Zato tudi mogoče lažje sledijo, bom rekel, so bližje indeksu, a ne, kot mi. To je dejstvo, a ne. Ampak v določenih primerih, a ne, ko so pač trgi, bom rekel, lahko bolj volatilni, pa je potem mogoče prednost vzajemnega sklada večja, ne. Ker smo lahko bolj fleksibilni, a ne, in mi zadeve prestavljamo, Ja, ne. vi imate še v obveznice lahko v Tako. bistvu prestaviš, ne. Tako. Zdaj, ko omenjaš sledenje indeksu, kaj pa je vaš primerjalni indeks, recimo? Nimamo tukaj primerjalnega indeksa. Aha, se pravi, sploh. Ne, ni več. V bistvu s kom pa, kako pa veš, a si uspešen ali nisi uspešen? Mislim, tako bom rekel, uspešnost, zdaj, da bi se primerjal z SB topom, ne morem, ne, ker ga ne morem replicirati, a ne. A ne, se pravi, jaz ne morem imeti Krke v portfelju, koliko jih je, 33% oziroma 30% Krke, ne. Je nemogoče, ne. In se pravi, če bi dal tak indeks, dejansko takoj zaostajaš za njim, a ne. Ker jaz imam 10% Krke recimo v portfelju, ne, in si že dejansko v osnovi teče za tem, a ne. Tako da ja, Kakšna pa, gledamo, ne, da je pozitiven donos in to je to. kakšen pa je bil recimo donos sklada Zdaj od vašega začetka, ko smo ga štartali, nekje okrog 6%, med 6 in 7%. 6 in 7%, s tem, da imate strukturo 70-30, ne? 70 delnice, 30 obveznice, SBI top, recimo, ki ni primerljiv, ne, zaradi tega, ker pač, ne, je bil pa 20%. Kaj pa Ja, pri vas ampak doma? govoriva 20%, govoriva midva, SBI, se pravi, je bil nekje 19% od začetka leta, ne. Mi smo začeli z našim produktom konec meseca februarja, ne. Se pravi, tako Aha, da konec februarja, aha, ni razumem. primerljivo, mislim, ne. Tudi obdobje ni primerljivo. Ja, kilometrina je ful, v bistvu je kratka, Tako, a ne. Ampak tako. ja, jaz mislim, da pač Slovenci, sploh ki investirajo na slovenski trg, zasledujejo, kot smo prej omenili, dividendno donosnost in pa te lepe donose, ki jih dostavlja pač slovenske Ja. delnice. No, to je tudi recimo ena taka zadeva, kar je mogoče še za ta, mislim tudi isto kot ETF, a ne. Pri nas, se pravi, dividende pridejo, sklad se reinvestirajo, se pravi, pol vlagatelj ne plača nobenih davkov in tako naprej, a ne. Se pravi, gre naprej. Omenili smo že INR račune, a ne. Tudi ti, Domen, si rekel, da v bistvu produkti so nastali tudi posledično zaradi pač tega produkta INR-ja, ne. INR račun je trgovalni račun, še zmeraj, ko ti odpreš ta trgovalni račun, moraš vedeti, kaj boš pravzaprav kupoval, a ne. Zdaj, ta ETF, ja, približno moraš vedeti, Mislim, ne, če da že mi kdo. recimo imamo tudi upravljanje pri nas, ne. Se pravi, Dobro. če nekdo ne ve, lahko tudi mi namesto njega recimo po dogovoru kupujemo stvari, no, tako. Kakšnem dogovoru? A se pravi, Mislim, ne, tako, mi imamo recimo 6 različnih teh produktov, v smislu upravljanja INR-jev, kjer stranke povejo, jaz bi želela biti investirana samo v delnice, nekateri rečejo malo manj in tako, in na podlagi tega se delajo neki te košarice, recimo, ne. Ja, stvari in je pač to del, kot pri nas imamo to individualno upravljanje premoženja, nimamo skladov pri Liriki, ne, in se pač vsake te portfelje prilagaja. Eni so bolj tehnološki, eni so tudi konec koncev mešani, obveznice in tako, ali pa svetovni indeksi pa tako. Hočem reči, ja, je trgovalni račun, da se pa tudi za nekoga, ki se pač noče s tem ukvarjati, so tudi produkti, da poskrbimo mi namesto vlagatelja za to. Ne, to. Strošek? Ne vem točno zdaj. Različni so stroški, ker je 6 različnih produktov, ampak cenejši so od teh klasičnih individualnih upravljanj. Točno pa jih ne vem, ker nisem več tam na upravljanju premoženja. Imam tudi informacijo zadnjo, koliko je bilo odprtih trgovalnih računov, 12.515 do 2. julija. Se vam zdi ta številka stimulativno zanimiva? Medtem ko je bilo na klasičnih trgovalnih računov, je pa 110.000, po zadnjih podatkih KDD.
Mislim, da je malo razočaranje, no. Vsaj recimo iz mojega čisto osebnega vidika bi pričakoval malo več zanimanja za to. Jaz mislim, da nekako je bil slab timing s temi volitvami konec koncev. Zaradi tega, ker se mi zdi, da ko so se izdajale ljudske obveznice, je bilo takrat več, recimo, neke pozornosti na teh stvari, medtem ko zdaj je pač to lih prišlo na volitve in se pač politika recimo ni s tem ukvarjala, ne. In je bil pač medijski prostor zasičen z nekimi drugimi stvarmi in se mi zdi, da pač ni bilo takrat, ko so se začenjali te INR-ji, ni bilo neke velike medijske pozornosti za to. In je nekako tudi vse skupaj, ker nekako ni, ne da je zamrl, ne, se stvari se dogajajo, se odpirajo, sam jaz osebno čistko sem pričakoval več zanimanja za INR račune, ne. Vsaj ti, ki imajo že neke svoje račune, a ne klasične, bi človek mogoče je pa zelo zakompliciran produkt, no, moram priznati. Veliko je nekih pravil, veliko je nekih omejitev in Tudi se to mi je res, zdi, ja. da moraš si res čas vzeti za to, da razumeš, vse skupaj, ne. Pa spet to zakaj pa splošno znanje, Ja, vpliva na splošna to. razgledanost, finančna pismenost, želja, da pač nekaj narediš s svojim denarjem, ne. Poleg tega imaš pa ful močno konkurenco na nepremičninskem trgu. Zdaj imamo tudi nov sklad nepremičninski, sem pred kratkim gostila tudi Luka Podlogar iz NLB skladi, se pravi, tudi oni zbirajo kapital za ta sklad, tako da tudi tam obljubljajo pač, ja, pravijo, da bojo donosi za okrog 6-7%, če se prav spomnim. Jaz bi V recimo komercialnih. pohvalil ta produkt INR, a ne, mislim, kako rekel, končno, da je zopet prišel neki nov produkt na trg, a ne. Sigurno, so potrebne in bodo verjetno prišle kakšne izboljšave, a ne. Kot si sama omenila, neke stvari so, bom rekel, bolj kompleksne, a ne, in mogoče je pol tudi mogoče za ljudi, bom rekel, malo težje za razumeti, a ne, neko stvar, a ne, kam lahko vlaga, kam ne sme vlagati, zakaj ne, zakaj ene družbe ponujajo to, druge ne in tako naprej, a ne. Ampak mislim, važno je, da je bil ta preboj narejen, da imamo produkt, recimo, a ne. Kot vemo, tudi Skandinavci so ga uvedli, a ne, ta ISK račun, in so tudi oni v začetku pač postavili neka pravila, ki si jih pa potem, bom rekel, v nekaj letih tudi ustrezno prilagodili, a ne. Jaz pričakujem verjetno, da bo tudi pri nas, se znalo zgoditi kaj podobnega. Ne vem zdaj, kako hitro, a ne, ampak verjetno bo prišlo do kakšnih sprememb, a ne, in se bo ta produkt potem lahko bolj približal, vlagateljem, a ne, ki bojo pač imeli željo, bom rekel, po nekem dolgoročnem vlaganju, bom rekel, po davčno ugodnem vlaganju in tako naprej, a ne. Tako da, ampak vseeno mislim pa, da začetek je pa vseeno v redu, a ne, da imamo neki produkt, a ne. Začetek je, fajn je, da se nekaj dela se že kar nekaj stvari se je naredilo, no, lansko leto, začetku leta nacionalni program finančnega opismenjevanja, 3 izdaje ljudskih obveznic, delnice Vzajemne, INR račun, tako da veliko je bilo narejenega, upam, da se bo, to nadaljevalo. Konec koncev smo bili tudi imenovani 3 ambasadorji finančnega opismenjevanja s strani Evropske komisije. Tako da Tudi to je čestitke. nekaj, a ne, ja, Čestitke. hvala. V glavnem ne, saj to ni bila poanta, kaj sem hotela povedati, zdaj mi je pa ušlo, ne. Ne, nekaj pametnega sem hotela, švedski model, ne. Vidim, da mediji zelo radi izpostavljajo, da vsak drug Šved ima, odprt INR račun, a ne. Pol sem šla pa iz radovednosti preveriti, kakšni so stroški teh INR računov. Mislim, da se Slovenci lahko kar malce ozremo po švedskih INR računih in precej znižamo stroške. A ne, ker stroški so še zmeraj zelo visoki v primerjavi. Tudi če recimo greš sam kupovat, mislim, res so velike razlike, no. Tako da ti moraš preračunati, ker davčno ugodnost imaš tudi ti, če držiš naložbo 15 let, na klasičnem trgovalnem računu si pa v 15 letih prost plačilo davka. Res pa je, da nimaš tega dežnika, ko lahko znotraj INR-ja brez davčnega dogodka v bistvu prestavljaš z leve v desne košarice, kar lahko pravzaprav počneš znotraj Vzajemnega sklada, za katerega jaz itak pravim, da je v bistvu davčna mini oaza. Tako, ja. A ne? Ja, se strinjam, ampak kot si sama rekla, ne, mi imamo recimo pol švedski model, imamo recimo Francozi imajo tudi eno podobno zgodbo, a ne, glede tega, a ne. Ampak pravim, verjetno vseeno smo stari komaj 35 let, a ne, država, a ne, počasi tudi na tem področju, bom rekel, finančnega opismenjevanja, kot ste rekla, ne, zadeva, počasi vztrajno raste, a ne. Ljudje so bolj finančno ozaveščeni, bodo finančno bolj ozaveščeni, a ne. Bom rekel, tudi če bo gospodarska rast, bo tudi verjetno več
bom rekel, razpoložljivega dohodka, ki ga bojo ljudje lahko namenili za vlaganja v takšna ali drugačna, a ne. In bom tako rekel, predvsem na tej mlajši generaciji, a ne, bo to najbolj, bom rekel, bo največji odsev, a ne, za tole, a ne. Ker bom rekel, tile starejši varčevalci, ki so, bom rekel, so bolj tradicionalno usmerjeni, imajo mogoče tudi bolj, pristransko s tem domači trg, domače banke, karkoli, a ne. Medtem ko tile mladi so danes malo bolj, bom rekel, ne, pripravljeni, bom rekel, širše pogledati na svet, a ne, kot so neki starejši vlagatelji, a ne. Ja, se s tabo zelo strinjam, lahko pa tudi vse te načrte prekriža kakšna finančna kriza, kakšen večji zlom za nekatere družbe, neki institucionalni investitorji, banke, napovedujejo, da bi se lahko zgodil borzni crash. Kako vidva gledata na vse te napovedi? A lahko pričakujemo neki crash? Mislim, da je pred kratkim na podcastu The Diary of a CEO nek gospod rekel, prodajte vse in pač investirajte izven Amerike. Jaz mislim, da vedno so te ljudje, ki se najdejo, vedno bo to komentiranje pa iskanje tega velikega padca. Pa konec koncev vse smo ga imeli. Mislim, se konec koncev ni bilo tako nedolžen padec zdaj na začetku leta po vojni, pa konec koncev 2022, pa ko je bil COVID, ne. Vse te padci so na borzi se dogajajo, vedno so, vedno bodo. Sam zdaj, vsaj ameriški trg se je vedno zelo hitro odbil, ne. Jaz mislim, da je tukaj bolj naša neka tale zavest v smislu tega 2.8, kjer borza niti ni bila v ospredju, ampak je bilo veliko drugih večjih problemov, v smislu brezposelnosti, nepremičninske krize, bank in to, ne. In to je tista kriza, ki po mojem imamo kolektivno v mislih mi. Medtem ko na borzi se te padci dogajajo. No, mislim, niso nič takega, letos smo ga že imeli, ampak še vedno se je ameriški trg, kot rečeno, hitro odbil. No. Tako da, ja, ne vidim nekaj, da bi zdaj pa šlo vse skupaj 80% dol. Kaj pa veš, mogoče se Mislim, to lahko zgodi. se zgodi, vedno je opcija. Se 2.7 tudi nihče ni napovedoval crasha, ki se je potem zgodil. Absolutno, ne. Sam hočem reči, da pač vedno so te crashi, ne. Ampak bom rekel, to je kot v življenju, ne. Včasih človek, bom rekel, imamo zelo lagodno življenje, lepo, ne, vedno pride težave. Mislim, tako bom rekel, ni bom rekel, linearna oziroma eksponentna rast samo gora, ne. In tukaj enako velja za trge, a ne. Zdaj praktično uživamo že od 2.8, bom rekel, eno tako lepo rast, okej, z malimi, bom rekel, z malimi padci, a ne, ampak praktično 15 let rastemo, a ne. Jaz bi tukaj rekel tako, sigurno bo prišla, ne, kriza, sigurno bojo padci na borzi, a ne. Pač to je del tega, a ne, ker v nedogled pač tudi ne moremo rasti, a ne, oziroma se zadeve morajo, bom rekel, v nekih zadevah normalizirati, a ne. Je pa tukaj predvsem pomembno za vlagatelje, kar jih tudi mi probamo napotiti, a ne, da sredstva, ki jih vlagajo v neke finančne produkte, bodisi naše, katerekoli druge, a ne, da ta del premoženja, ki ga imajo tam, a ne, da to ni, bom rekel, oni življenjsko potreben del denarja, a ne. Ne. Se pravi, da oni imajo denar, kljub temu, da se recimo zgodi pade 27-30%, a ne, da njihovo, bom rekel, njihova eksistenca ne bo ogrožena, da bi mogel v najslabšem momentu prodajati karkoli, a ne. Ker če gledamo v zgodovino, a ne, vsi, ki so recimo kupovali po nekih zadevah, pa so prišli padci, a ne, in potem, če gledate recimo iz 2.8, vsi, ki so ostali v trgu, a ne, da niso prodali, a ne, imajo danes kar lepe donose oziroma lep zaslužek, a ne. Velja enako za Slovenijo, a ne. Slovenije pa ne verjamem, da je nekdo preživel tisti padec. Mislim, da so kar večinoma izstopili z veliko bolečino v žepu. Ja, kdo je ostal, recimo, da je zmogel, ne, je zaslužil nekaj, a ne. Ampak se pravi, to je zato, ker je to vseeno igra na dolgi rok, a ne. Bom rekel, na kratek rok, bom rekel, lahko špekuliramo, lahko zaslužimo, a ne. Ampak kakšna je verjetnost? Ful dober poziv vsem, ki ste doživeli padec leta 2008 na slovenski borzi in ste do današnjega dne držali, vztrajali 18 let. Prosim, javite se mi, to bi bil ful zanimiv pogovor. Sigurno se kakšni najdejo. Kako ste psihološko to zdržali? To bi bilo zanimivo.
Zdaj, še se za konec vprašanje. Zdaj govorimo že cel cajt o slovenski borzi. Mnenja glede tega, kolikšen delež v portfelju imeti slovenske borze, so mogoče malce različna, odvisno, s kom se pogovarjam. Tisti, ki trži produkt slovenske sklade ali pa slovenske delnice, bo Apple Ljubljanska borza, bo izrekel večji odstotek, tisti, ki so mogoče malce bolj oddaljeni, bojo rekli manjši odstotek. Kako vidva gledata na to? Kolikšna izpostavljenost do slovenskega trga? Moje Zdaj osebno mnenje je, takoj se sem vam pravi, prirezala krila. če bomo rekel tako, da gledamo enega, bomo rekel tako, povprečnega vlagatelja, ki želi imeti neko globalno izpostavljenost, oziroma globalni portfelj, bomo tako rekli, da recimo ima, bomo mogoče rekli, 60%, 70% izpostavljenosti do razvitih trgov, medtem ko ima recimo 30%, pa 40% do trgov v razvoju, in izmed teh 40% trgov v razvoju mogoče nameni za Slovenijo kakšnih 5%, noter, Se pravi, kljub temu, da so res lepe rasti, pa to so pač neke omejitve, ki jih imamo, ampak pravim, bom rekel tako, da je ta Slovenija en satelit, bom rekel, tem emerging market trgom, ki jih ima v portfelju. Ja. Kaj pa ti, Domen, praviš? Ja, mislim, jaz bi rekel, da bolj, ker je recimo vlagatelj, da rečemo temu, konzervativen, pa to bolj se mi zdijo smiselne mogoče slovenske naložbe, z vidika neke stabilnosti. Pa konec koncev mogoče starejši kot je vlagatelj, tudi da počasi prehaja iz nekih mogoče tehnoloških delnic ali pa nekaj takega v mogoče bolj Slovenijo, v smislu spet zgodbe dividend pa stabilnosti v trga, tako nekako. Tako nišen in nizko likviden trg bi ti poslal nekoga, ki se približuje svojemu cilju? Mislim, da ni nobenega problema za malega vlagatelja kupiti Krko, NLB, Petrol. Mislim, razen če govorimo o 10-milijonskem portfelju, pol imamo mogoče malo problemov, ampak... Če pride do kakšne korekcije, bomo tukaj dvakrat bolj občutili korekcijo. To je mogoče res. Mogoče pa tudi ni, ker recimo se je slovenski trg precej dobro držal zdaj med temi pretresi, ki so se dogajali recimo med Iranom pa tako. Je bolj trpel recimo smo videli, da so bile kar večje korekcije, ampak zelo kratkoročno, ne? No ja, tako, pač moje razmišljanje je tako, da konec koncev, še vse, kot je rekel kolega Geza, da je zdaj med večine verjetno v slovenskih delnicah, še vedno je treba biti razpršen, pa še vedno so konec koncev bolj razviti trgi, boljše vodilo ali pa recimo garancija v tem, da za neko varnost ali pa stabilnost naložb, pač tukaj Amerika predvsemi konkretno, ne? Ampak ostal del pa konec koncev ne vidim problema s tem, da bi se nek del dal tudi v Slovenijo. Vse smo videli, če gledava finančno-gospodarsko krizo 2008, dno je bilo marca 2009, ne? Pa je šlo pa samo še gor na globalnih trgih oziroma Ameriki, recimo, če gledaš Slovenija, je pa rabilo 18 let stari. 2008 se strinjam, jaz govorim o teh letošnjih pretresih. Ne samo tako, kot si rekel, da bi jim rekel, da se mogoče malo premaknejo v tako ful nišno borzo z nizko likvidnostjo, se mi zdi mogoče malo bolj preveč tvegano. Pa mogoče pejte v slovensko obveznico, če že. Ja, ampak kot se rekla, z vidika obvladovanja tveganj, ne? Ampak to je stvar, mislim, kot si sama rekla, ne, kot ambasadorka finančnega opismenjevanja, ne, se pravi, vedno so, bom rekel, tveganja, ki jih nekdo hoče prevzeti, ne. Ampak zdaj bomo rekli, neki povprečni vlagatelj, verjetno ne bo imel takih izpostavljenosti, mogoče nekdo, ki pač mu ni problem tvegati, lahko ima pač večjo izpostavljenost v Sloveniji, drugi manjšo, ampak pravim, je pa odvisno od ljudi in njihovih pričakovanj in njihovega prevzemanja tveganja, In se absolutno strinjam s tabo, ko si rekla, pač so neke omejitve na domačem kapitalskem trgu, ki jih pač mora vlagatelj vzeti v obzir, Skratka, mislim, da je to, ne? A imate še kaj za povedati, bi še kaj mogoče dodala, mogoče kaj nismo omenili, pa bi bilo fajn, da omenimo. Kakšne so pričakovanja za skupščino 9. julija Krka? A hodite na skupščine? Jaz ne. Hodiš? A mogoče kakšen napotek za nekoga, ki je letos, ki se bo prvič udeležil skupščine, kaj lahko pričakuje? Ker te skupščine, po mojem mnenju, znajo biti kar zanimive,
Petrol tam skozi frči perje. Krka tudi zna biti zanimiva, sploh če se nek mali vlagatelj zoperstavi kakšnemu SDH-ju, ki se pri kakšnem predlogu, a ne. Predsednika uprave tam lahko pocukamo za rokav, Jožeta Colariča, ki načeloma ne nastopa v javnosti. Pa ja, mislim, odkoliko Krka je, kot sami veste, ne, v redu, mislim, firma največji ponder v indeksu, dividende lepe, tako da. Skupščina, dobra hrana. To zdaj ne morem komentirati, vsak vlagatelj, če imajo čas, se ne oglasi, pa da vidijo kako in kaj. Evo, to je to, tam boste dobili tudi za jesti. Skratka, najlepša hvala za super debato. Pa seveda, po mojem mnenju, pač po pameti, a ne, tudi na slovenski borzi, a ne, se strinjate? Drži. Hvala tudi vsem, ki ste spremljali podcast Money How. Poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.